tole so zbrani vsi podpisi 1086, prešteti za zahtevami. On šel ravno zahteve, da bo telefonno mesel. To je hvala lepa, to je podena, ja. In še za spomin in za dnevno upozorilo, da tudi naši otroci pričakujejo od vas. Nujno, ja, to je to je zanimivo, ker veliki poznam, ne? A so se kjeri dvakrat popisali? Mislim, da ne, razen moj soimenjak. Tako da, ni dobro, koliko me včas smo malo preverili, ker vidim, meni so pa iz iste hiše, ker ne štiri, sem že na 200 njih videl. No, jaz sem prepričan, da je podpora dovolj velika, da se izkazuje naš namen. Tako sem jaz uvodoma rekel, seveda vas veselje sprejemam, priznavam vašo vso pravico, mi smo vas seznanili z nekaterimi možnostmi, z nekaterimi idejami, razložili smo tudi, da smo nekaj malega v teh letih naredili, da smo tudi bili korektni in povedali, da smo demografijo spremljali, da pa seveda nas čaka veliko dela, ne samo v Kamniku, ampak na ravni države. Zdaj se obrnem še na našo poslanko, gospod Julijano Bizjak-Mlakar, ki se mi zanj tudi razlagal malo stvari, da bo tudi malo bolj razumela. In v parlamentu smo jo imamo, dajte tam pritisniti zakon ali pa pravilnik o vrtcih, zakon o lokalni samoupravi, financiranju lokalne samouprave, to je treba. Dajte spreminjati, mi smo prešlo. Oziroma seznam zahtev in predlogov podkrepljeno za 1086 podpisi. Med njimi je velika večina Kamničanov, med njimi so pa tudi tiste babice in detki, ki so tukaj zato, ker so varovali svoje otroke, akcijo. Tukaj je zbranih vseh 1086 podpisov z zahtevami. Poleg pri teh zahtevah bi izpostavili na prvih 2 mestnih dve, in sicer to, da pričakujemo, da v nekem razumnem roku, v našem mnenju do konca leta, rešite problem varstva v občini Kamnik. V našem mnenju je to najbolj rešiti z mobilnim oziroma montažnimi vrtci, ker je to najhitrej. Na drugem mestu, da celostno začnete rešiti, to pomeni, da se ne bo več pojavil in pojavil čez eno leto, torej 1. septembra 2010. In zadnja izmed teh zahtev, ki bi jih posebej izpostavili, je, da vsem otrokom, ki so pa zdaj ostali zunaj vrtca, omogočite, da vsaj del tega, kar je v vrtcu, dobijo, oziroma da se lahko udeležijo popoldne vseh, ki imamo tale vaš seznam vrtca, vseh tehle dejavnosti brezplačno, zato, ker so bili pač prikrajšani za ugodnost, da se lahko udeležijo njenega varstva vrtca. Vidite rešitev za pomoč vam v razmišljanju? Jaz bi rekel tako, da mi smo pretehtali vse možnosti. Večkrat smo slišali že pred začetkom akcije, kaj se je že vse naredilo. To je bilo verjetno največkrat povedano. Tudi vse izgovore in probleme, zakaj to ni rešeno, kako bi mogli poskati zakonom. Mi predlagamo, glede na izkušnje v tudi občini, ker se da to rešiti v našem mnenju v 4-6 mestih, da v tem času najdete možnost postavitev montažnega mobilnega vrtca, ki ste pač lahko kupite, najamete in je potem na voljo tudi druge aktivnosti, oziroma se to pač izteče najem. To je naš predlog za rešitev in mislimo, da se ga da za neko mero proaktivnosti rešiti. Kar se pa tiče državnega nivoja, bi pa nekako pričakovali glede na to, da pač pravite, da država je mačehovska do občin, da se to nekako v okviru 2 združenj slovenskih občin, ki obstajata, začne reševati po višji ravni. Mislim, da to ni stvar staršev,
in da tukaj ne bi bila v redu vseslovenska akcija staršev, ampak da morajo to občine skupaj stopati in začeti reševati. Se pravi, če je res država taka do občin, potem bi občine ne zdaj, ampak že leta nazaj lahko dali kakšno pobudo za spremembo zakonodaje in tako naprej. Seveda vedno učinkuje akcija, kakršna je bila naša. Nikoli ne bo ena občina tega rešila, se mora združiti. Sem še bodoči novinar, znate vse prednosti slabosti in cene montažnih vrtov? Bolj ali manj, ja. Nekako smo pridobili informacije, kakšne so cene, tako nakupa, tako najema, kakšne so pogoje postavitve. Mislimo, da je to nekako najbolj realno možno. Da smo pa odprti tudi za predloge. Drugi informacije z občin, kjer te vrati že imajo svojo. Glede na to, da pa dve razpisani koncesiji nista bili uspešni, jaz mislim, da to očitno v Kamniku ne gre. Večinoma slišam od ljudi, da so pogoji prehudi, oziroma ljudje, ki bi imeli uradno zasebno varstvo, pravijo, da zaradi to preprosto ne morejo izpolnjevati pogojev, zaradi tega se vse še zmeraj odvija v čas. Ali da so koncesijska vrednost premijska. Kako ocenjujete današnji sestanek? Ste zadovoljni? Kakšni so vtisi? Naš sestanek ocenjujemo kot srednje uspešen, zato ker je župan podal nekaj misli, ki nakazujejo na to, da naše zahteve ne bodo rešene, vendar upam, da bodo aktivnosti, ki jih peljejo po besedah podžupana, obrodile sadove in da bomo dosegli svoje zahteve. In kot ste omenili, boste čakali nekako do marca, oziroma ko ne bi se sprostile kapacitete v vrtcu? Tako je, mi smo na podlagi analiz, ki smo jih naredili, ugotovili, da približno pol leta bi bilo dovolj, da bi vsaj začasno rešili problem varstva v občini Kamnik. Tako da smo rekli, da nekako do marca počakamo na rešitev in potem, če v tem času ne bomo videli napredka, bomo že sprožili ustrezne postopke druge.